Fant mi več čas omenja, da bi rad, da mu pride v moja usta. Sara, ti pogoltneš? Ene sperme imajo koščke prav tako malo bolj noter. Ne košček kot košček, zdaj košček kruha, ne, ampak ful moških sploh še ni probalo nekoliko svoje sperme. Imam procente! A ti si kdaj sama sebe pač okusila? Pač kaj sem se? Kolik žensk je pa iskreno dalo prst v svojo piško in ga polizalo in probalo, kakšen okus ima. Ti se moraš res pripraviti, ker pač to gre v vse lukne. Imam jaz en vibrator, ki se imenuje Rudolf. Jaz še malo ne bi, jaz si malo še uživala v vseh teh občutkih, kaj lahko ne. Jaz sem včasih kuhala spermo, večkrat. O, Sara, ko si nabiješ tiče v grlo, kot nora in gagaš kot raca v klavnici. Oh my god! Kaj naredi dober blowjob? Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu. A lahko to ostane med nama? Ker bomo govorili o seksu, lulčkih in o tem, ali pogoltnemo spermo ali ne. A govorili bomo o vsem, kar je tabu, ampak res ne bi smelo biti. Ja, pa vsak ponedeljek se gledamo, zaradi tega, da bomo veseli, ker ponedeljki so pač bili bedni. Čeprav zdaj že kar ene par ni bilo bednih. To samo zaradi tega najnega podcasta, ne? Res je. Pa še en disclaimer. Če te vsebine spolnosti ne zanimajo, brezhiben mnenje za njih, ne gleda tega podcasta. Točno tako. Kako si, Sara? Super, veselim se. Včeraj sem nič nimam za povedati. Res? Tako boš začela podcast? I'm so sorry. Nora. No, daj ti povej, kako si? Jaz sem odlično. Ko me čakam, da mi boš malo več povedala o tejle seks igrački, Sej zaradi tebe sem jo zbrala, drugače. Zaradi Zato, ker si nazadnje govorila, da so ti najbolj zanimivi ti navadni vibratorji. Ja, nič, dobrodošli v intimnem kontičku. Je! Začni. A jaz začnem? Ja. Ok, najbolj, jaz sem mislila, da je tu, ker jaz sem to dobila za darilo. Nisem si sama kupila in v resnici si v tistem času nikoli ne bi tega kupila. Ampak ta površina tle, ki je tako ravna, ne, je spet isto kot moj iz prejšnje epizode, ki sem ti pokazala, ker sem tako sloneš Ja. in je najboljš možno. Pa vibracije so pač dost močne. Ta mogoče dela. Ja, no, ne dela. Samo vse igračke izpraznjene. Všeč mi je material, ki je mehek. Všeč mi je tudi, da ga lahko vzamem s sabo, recimo kamorkoli, ker je mehen. Pa všeč mi je, da se ne rabim preveč truditi, pa razmišljati, ker ob nekem celem kupu igračk včasih. Pač ful je zanimivo, ker če imaš ful stvari na izbiro, ne, velikrat, ali pa če ti nekdo reče, joj, izberi si, kaj boš jedel, pa si pa zbereš kaj. Krompir, pomfri, Tortiljo. pico, skozi ene in iste stvari. No in tudi jaz skozi uporabljam ene in iste stvari in ta je en izmed mojih najljubših. Sploh nimam kaj veliko dosti za povedati, toliko časa ga že uporabljam, da mi je že tako navadno, pač daš ga ven, čak, pa ga pa postaviš nazaj. Tako se jaz počutim z mojemu iz koledarja, ki je Ja. iste velikosti je. Ja. Pa pač lahko ga obrneš tako, pa lahko ga imam, ne, se pravi tako, če hočem, lahko ga imam tako položenega. Ne vem, I love it. Težko je ful o neki taki basic igrački ful veliko povedati. It works. Ja, it works, to je vse, kar lahko rečeš. In to je od Satisfyerja spet, evo. Ja, od Satisfyerja. Fak, samo od Satisfyerja imamo. Ja, no, jaz nimam, evo, danes. Ok, ajde. Tako da, jaz sem pa prinesla isto nekaj rumenega, Kako se ta imenuje? samo da je malo večji. Malo Tone! Res? Drugač, tu ni šala, tu ni hec. Jaz vsakič, ko se tu, vedno pozabim, da se tako imenuje. Se drugače prebere se tone, verjetno, nekaj angliško, ampak je tone. Aja. Ti ni prišlo na misel. Ne, ni mi. Ampak jaz, ko sem prvič to prebrala na škatli, sem bila tako, tone! Ne, ker imam jaz en vibrator, ki se imenuje Rudolf, tako da... Ja, ampak to je Rudolf, je tako jelenček Rudolf, ne? Tone je pa tako res slovensko ime. To pa ni slovenski produkt. Veš, kaj mislim? Ja. Tole je PMV20 znamka. Lih prej smo se pogovarjali še o enem izmed njihovih izdelkov, ga bom opisala, Daj. ker ga nimava s sabo. A se da sliko dati to noter? Ja, ne, Ja, prikimal je. je preveč eksplicit to. Ja. Kaj pa je to? A ja, se imaš prav. No ja, sliko je tlele zdaj. Slika, lahko vidite, kako izgleda, tak modar je. In ima še, pač vse ti zapolne, vse lukne tam Pač, dol. ko jaz uporabljam tizga, se mi zdi, da če mi bo kdo šel kakšno luknjo, karkoli dal, kjerokoli na telesu, me bo kav zadela. Tako čist mi je too much ampak naprej, sorry. Jaz ga drugače nimam. V resnici tistega sem ga sprobala enkrat, ko mi ga je ena posodila.
In tisti je bilo pa tako intenzivno, da jaz že, ko sem ga pržgala, a ne, recimo, evo, v prejšnji epizodi sem govorila o tistem, ko sem bila na roki, sem ga sprobala, pa so mi bile vibracije tako nežne, da sem si mislila, to bo brez veze, prun mu je bilo obratno. Jaz, ko sem tisti del klitoris stimulira, dotaknila se, jaz sem mislila, da mi bo to zradiralo dol moj klitoris. Ampak ta tudi stimulira klitoris, ko ima tam tako podaljšano, ne? Ampak ne to, veš, ko ima prav res tako glavico in ti se bilo, veš, koliko je bilo to močno? Pač to je tako noro. In v glavnem, pritisnemo še tako, da se glava tako vrti in je ful glasen, ampak ful mogoče. Pač stroj je uno, jaz sploh ne najdem časa, da bi tisto uporabila. Ti se moraš res pripraviti, ker pač to gre vse lukne. Ful je dobro za tega, ker ta analni del prvo, zdaj bova mogo reči, čeprav sem tega prinesla. Ja, no, vse, bomo tudi, jaz imam o tem še nekaj zapovedati, da najprej dokončam. Ampak analni del daš lahko stran, ker je tako gibljiv in ga lahko ne uporabiš, lahko ga pa uporabiš. In jaz, ko sem dala vse, pač jaz, ko sem tisto naenkrat uporabila, to se pravi, to in to. To je bilo pa tako intenzivno, da jaz ti je bilo všeč, jaz sem bila kar tako, pa ne, preveč je bilo že kar, jaz sem tako, čak, jaz še malo ne bi, jaz sem malo še uživala v vseh teh občutkih, kaj lahko ne. Ja, no, tako jaz nisem. Pa sem mogla kar tako malo pauzo, pa itak lahko potem kontroliraš, kaj ti vibrira, lahko ti pač kakšno stvar ugasneš, ampak bilo je intenzivno, ampak tako prav taka izven telesna izkušnja, praktično res noro. Pač jaz drugač, če mi kdo kdaj reče, kjer res močen vibrator priporočam, tako da je Rabbit, tizga. Takoj. Ja, pa si ta isto močen. Ja, sem ti se še tako, a ne? Ja. Tisti je, pa tisti mi je mogoče še zelo malo ljubši, čeprav pri temu mi je pa všeč tale narebrana struktura. Jaz sem kar malo prekinila, ker te moram vprašati, to me vedno ful zanimalo, pri teh, ker nimajo tako glih zajčka gor, ne? Pa se tebi tudi dotakne klitorisa. Zaradi tega, ker je tako različno in pol pač jaz nikoli, tudi jaz sama včasih, ko kupujem te, pa so mi ti ful dobri, ko imajo sem tako malo podaljšek, ker mi ni preveč intenzivno, ampak pol včasih se mi pa ne dotakne. Tam je recimo ne bi bil dovolj. Ja, mislim, jaz se s tem hočem dokončati, ga dam vedno vam, pa si ga pol prislonam. Ja. Pač mi tole ni dost. Ja, ne? A ne? Tako da jaz pač s tem se najprej malo igram, pa tako malo ven pa not, ampak ko pa za finiš, si ga pa sam tako lepo prislonam na klitoris in tako lepo čakam. Tako. Te demonstracije. Ja, točno tako je. Ja, no. Tako da mene ful všeč res tale dodatna stimulacija, ker ni tako navadno, a ne? Ker še neko te malo poboža. Izčutiš, ne? Ja, ker pač glih vhod, ko ga daješ ven pa noter, ti glih vhod lepo stimulira. To je ful dobro, drugače. Tudi, ker vhod v nožnico je pač itak najbolj občutljiv možno. Ja, in to je tako prijetno. In res je močen. Je pa tako, te so malo bolj glasni. Tako da, če hočeš tih vibrator, ti teh absolutno ne priporočam. Če pa hočeš stroj, ti pa zelo priporočam. Ja. Res. Meni so, unga modrega si moram pa prav nabaviti zdaj. Zdaj sem si prav lušte naredila sama sebi. To je kot takrat, ko smo govorili o tistih penisih, kao da dolg, ne? Je samo kao za manjkrat seksati z njim, veš, da če bi bil z njim v zvezi, ne bi imel tako dolgega. In meni isto so mi za te igračke, ker ne, lej, tega tam mejhanga imaš vsak dan, ne? Tega imaš pa vsak. Ja, tizga pa unga, ki ima 3, pa za posebne priložnosti, ne? Ja. Takrat, ko si res hočeš vzeti čas zase. Ja. Zate je bilo to enkrat na 3 leta. Ja. Zame pa ja, za me ni niti enkrat na 3 leta, meni je žal, jaz ga nisem uporabila že več kot 3 leta. Ker ne najdem priložnosti. Tako da, če imaš otroke, ne, ali pa cimre, pol rabiš tega, ki je tih. Če pa nimaš otrok, ali pa če ti je vseeno za cimre, pol pa rabiš unga, ki ima lucije. Če hočeš, je to res? Ja. Hodila sem reči, če si hočeš res vnoviš, kao malo bolj čas vzeti, samo resnici ti ful hiter s tem pride. Sam pa čas si moraš vzeti, ko moraš ga potem, se moraš tam preštimati, pa se tako malo psihično pripraviti na to. Pa lubrikat rabiš s tem, to res ne moraš brez lubrikata. Mislim, da smo zdaj ugotovili, kaj je fora tega, da je psihično se moraš pripraviti na te stvari. Ja. Na velike in močne stvari se res moraš in pač včasih nisi pripravljen, da se. Ja, včasih se ti pač ne da. Zdaj bomo pa pametovali, Lucija in Sara jaz v bistvu sem zaradi tega sem pridem, da lahko malo pametujem. A ja, drugače se z Lucijo sploh ne da tako družiti, ne, v privatnosti, ali pa je dobiti, ali pa iti z njo na kavo, ne. In fucking počutim se že 3 dni tako privilegirano, ker tle sedim cel dan in se z njo pogovarjam in tukaj nekaj dobrih stvari izvem. In če ne bi imela podcasta, se sploh ne bi imela časa družiti, Lucija. To je pa resnica.
Pa da je to zveni, kot da sem... Ne, ampak je resnica. ja, Pač jaz ne. tudi kaj, bi prišla kar v Ljubljano, zato da grem s tabo na kavo. Res redko, da bi se to zgodilo. To se ne zgodi, ker Ja. se menimo, da bi se dobili in ti nikoli ne prideš v Ljubljano. Ja, čin, še dobro, da imamo zdaj podcast, ne? Ja, drugače, v resnici se tudi jaz počutim privilegirano, zato ker mi, a ne, se tako z bivšimi sodelavkami dostkrat dobimo, mislim, tako, kakor nam čas dopušča, in Sara se nikoli ne pridruži, ker pač toliko daleč stran živi, ne? In jaz sem v bistvu ta podcast zmanifestirala, ker sem se hotela s Saro pogovarjati, ker sem pogrešala te pogovore, ki smo jih imeli, ko smo še skupaj delali. In sem tako, nič, pomoramo pa očitno delati skupaj, če ne bo nič. Ja. Čeprav tole Pač is drugače, fun. fora je, da ve greste lahko sem tako na kavo, min grede, ne? Jaz imam cel proces, jaz moram za 1 uro na kavo cel dan porabiti, štekaš. Ja, štekam. In ja, žal mi je, no, ampak... No, saj smo Sem takrat vesela, da enkrat smo prišli do tebe. Ja. In je bilo najboljš. Ja, če se kdo hoče z mano družiti, pač mora priti k meni, drugače pa ne gre. Ja, jaz sem takrat vedela najbolj pomembne informacije za svoje življenje. Brez takrat ne bi jaz na poni prišla. Sem res, zato smo sploh mi dve tle, ker jaz ne pridem nikamor in se ne družim z ljudmi, in ker ne dvigujem telefona, smo mi dve zdaj tle. Evo, če koga zanima, zakaj je v Evo. resnici ta podcast nastal. Ker zgodbo imava. Okay. Danes bomo govorili o tem, ali pogoltneš ali ne, in kaj narediti potem s tem, in zakaj ne pogoltniti, in kako ne pogoltniti, oziroma kako pogoltniti. Vse možno. Sara, ti pogoltneš? Kaj pa, a ne? Sploh, o čem govorimo? O spermi, če kdo ni dojel. Ja, če te imam res rada, pogoltnem, ne? Tako si ti. Drugač, jaz, fun fact, jaz sluzastih stvari ne morem. Tako, ampak res organsko ne morem. Že banana mi je recimo preveč sluzasta, ne? Banana. Okay. Mi ima pač sluzasto teksturo, ne morem. No in ona sperma mi ima tudi sluzasto strukturo. In ma stiska mi je, če sem čisto iskrena, nisem najbolj vesela, ampak veš, narediš, ne? Ja, kaj pa ti? Jaz vedno pogoltnem. Ti si zelo vesela, ko dobiš spermo v usta in jo pogoltneš in si tako, yes, končno sem spermo pogoltnila. Veš kaj, jaz sem ful vesela, da sem imela enkrat izkušnjo, čisto prvi tip v resnici, ko sva to počela. Njegova sperma je bila nekaj najbolj ogabnega na celem svetu. Jaz, če ne bi imela te izkušnje, bi si mislila, pa kaj vi govorite, se sperma je pa tako skoraj brez okusa, pač to res ni nič tazga, ampak tisto je pa bilo tazga. Pač tukaj enih različnih sperm je na svetu, Ja. da sploh, kako to sploh mogoče? In pač jaz bi ful z lahkoto obsojala in bila pametna, kao pa se to ni več tazga, ampak zaradi tega, ker sem imela tisto izkušnjo, vem, da čisto razumem, zakaj kdo ne bi hotel. Pa se pač, meni je zelo žal, ampak res prehrana zelo vpliva na to, kakšnega okusa je, in on je res, njegova prehrana je bila tako 5000 kil rdečega mesa na olju, mislim, res taka, kaj on jedu, groza. In to se je čutilo na spermi. In jaz tega res nisem mogla pogoltniti, Ja. ker potem pa kasneje mi pa res ni bilo problem. In Kakšno spermo brez okusa sem tudi jaz že kdaj pogoltnila, tako mislim, ne po nesreči, ampak ko vidiš, da ni tako hudo, pa je lahko, ne? Ampak več izkušenj sem imela, da mi ni bila glih najboljša sperma. Ja, jaz sem imela očitno glih. Okej. I guess srečo. Ampak zdaj pa pri tako, ne? tistih, Če pa kaj bi je bilo. mogla pa zbirati, ali ti niti tu čisto normalno isto, ko če vodo piješ, ti je isto spermo pogoltniti? Ti je čisto normalno, Lucija. Isto Ja. kot... Pa, ja, mislim. Jaz ne vem, kaj se je v meni spremenilo. Se spomniš une knjige, ko spermo kuhaš? Fuck, v glavnem eno kuharsko knjigo. Joj, okej, To čak sem si pa moram pozabila. razkrčala malo dol. Sara, Jaz sem včasih kuhala spermo, večkrat. Tu imaš, pa tako sem normalno zdaj tu povedala, ko da govorim o tem, kako sem šla v trgovino. No, in to mi je bilo ful dober. Pač ni imelo okusa, ampak mi je bil tako nek gušt. Oh, fuck jo. No, in pa so mi punce za rojsten dan kupile kuharsko knjigo, kjer kuhaš spermo in ne provedke, pač da nabereš to spermo. V resnici nisem jaz nikoli iz te knjige nič skuhala, zaradi tega, ker ni mi logistično šlo čez. Ker dokler jaz naberem v tisto proveto spermo in dokler jo tam si najdem čas, da skuham in spečem in ni šlo. Ne, edino, kadar je šlo, je tako, da direkt ejakuliraš na to hrano. Tu pa je šlo.
Sploh ne vem, če sem to že kdaj komu povedala. A tako si ti pol kuhala spermo? Ja, tako A je. zdaj mi je vse jasno. Seksaš med kuhanjem in pol pač Prav tako iz epizode v epizodo Ja. dobivamo tako širšo sliko tega, ker pač v prejšnji epizodi, če kdo ni poslušal, jo pojte hitro poslušati, ker je Sara razlagala o tem, pač, da je normalno. Ona je bila tako, zakaj se ona ne ljubčka med seksom? Ja, normalno, če pa kuhaš med seksom, se ne moraš še ljubčkati. to je meni tako navadno, res. Potem pa čisto logično. Joj, jaz. Ja. A sem jaz zdaj jedla kakšno tvojo hrano, ki je imela spermo noter? Nisem jedla. To je preveč dragoceno, da to ne bi dala, ne si Ne, drugače. tu pa zdaj, ja, da ne boste zdaj mislili. Jaz ful kuham ljudje, moja najljubša aktivnost je kuhati mojim prijateljem. Noben ne bo več hotel pri Ne, tebi jesti. bo. Ne, v nobeni tej hrani, ki jo jaz komu skuham, ni sperme, če se jih kdaj sprašuje slučajno. Hvala. No, nisem nič tam skuhala in zdaj tudi, če sem čisto iskrena, me je malo minila neka taka. Ampak je pa res, da takrat, ko sem jaz spermo ful enostavno pogotila in pa jo jedla, sem res ful čutila tega moškega in mi ni bilo tako težko, ko mi je zdaj težko pomisliti na to. No, ker jaz ne, meni ni problem sperme pogotati, ampak mi na kraj pameti ne pade, da bi pa jaz kuhala s to spermo. Ampak jaz tudi ne seksam med tem, ko kuham, ne? Ker se mi zdi pa vseeno to preveč naenkrat stvari. Ker potem ali se ne bi posvetila seksu ali pa kuhi. Pač jaz se lahko multitaskam, ampak tok pa spet ne. Nisem očitno tok sposobna ženska. In wow, pozabila sem na to kuharsko knjigo za kuhanje spermo. Ja, jaz tudi. Noro. Jaz sem se tudi zdaj spomnila. Fak. Če kdo hoče kakšen recept, pišite Sari. Drugače bi lahko dali link do te knjige, ker je v bistvu ful zanimiva in ful so izvedni recepti. Tako da, če še kdo hoče kuhati spermo, je link v opisu. Ja. Zapiš si to, da ne bomo pozabili. Okay. No, gremo na tale medover.net vprašanje. Disclaimer tu beremo tako, kot je napisano. Ejakulacija v usta. Kako? Dan. Bom vprašala kar direkt. Fant mi več čas omenja, da bi rad, da mu pride v moja usta. Jaz si pa ne morem prav predstavljati, kako točno naj bi to izgledalo. Odprem usta? Mu ga do konca oralno? Ja, sej vem, da bi bilo najbolje vprašati njega, pa vseeno ne bi imela nič proti, če še tukaj kaj jaz vem. LP. Ful so mi dobri ti, kaj je fulkrat, kaj ni v ful teh zgodbicah na koncu. LP. Ja. Prvo moram sem reči, da so tu ful dobre vprašanja, ker se jaz z njimi vsak dan ukvarjam, mi je pa ful smešen ta odprem usta. Ja, no. Ja. Tu je prva točka, ki bi mogoče lahko naredil šokar. Ali kako tu? Kakšno je to vprašanje? Jaz si to predstavljam, da one dva recimo seksata in potem on ga da ven in gre tako, ona tam leži in odpre usta in potem ji ga špricne noter. Mogoče. Tako bi jaz rekla. Ali pa pač, da ja. Ej, fak, včasih kaj tako vulgarno ti poveš na tak vulgaren način, da me kar šokira. Res. Ne na slab način, Lucija, ne, moj si zdaj strašila, ne na slab način, ampak tako si luškana, pa tako, joj, simpatična, pa elegantna, pa, ja veš, tam fukata, pol pa ga da ven, pa ji usta špricne. Jo, jaz sem rekla fukata. Ne, to sem jaz rekla. Ok, dobro, zato je, ker se probam, ker jaz sem to včasih veliko govorila in potem sem ji vse rekla, kako je to grdo in zdaj se probam odvajati to reči in naj rečem nisi seksata. to rekla, nič nisi tako vulgarna na splošno v življenju, samo take imaš nekaj včasih vložke, ki so manj ful zabavni. Okay. In pol smo imeli še odgovor tle eden. Ja, je moški odgovoril. Fant je imel v mislih oralno do konca, potem pa pogoltnaš. I love it, straight forward. Ja. On si rekel, pa kaj je to neko vprašanje, to sploh ni tako zakomplicirano, ne preveč overthinkati. Ja, ampak on jo je tu sem tako vprašal enkrat, ko bi manj lahko prišlo v tvoja usta in pa ona ni vedela in nista sploh probala, ali jo je on med seksom vprašal. Zanimivo. Razumeš? Pač drugače, ne? Pa ne rekla je, da fant mi ves čas omenja, da bi rada, po mojem to med seksom lahko omenja. Ej, a mi lahko prinositi. Ampak dober drugač, good point. Ali je tako vam dobro, samo tu pri fafanju, ali je dober ta del vmes, ali da ti sem pride v usta, se pravi, da gre sperma v usta od nekoga, ali da dejansko je ta toplina, ne pa da si cel čas v ustih. Štekaš? Drugač, jaz sem zasledila malo te debate in fulkrat moški rečejo, koliko jim veliko pomeni, da ženska pogoltne. Ja. Pač prav ta del, da pogoltne, da to pa njim toliko veliko pomeni. In mislim, ja. Ampak, a veš, kaj pa mene moti? Pač, da pa recimo ti potem ti reče, pa to se mi še ni zgodilo, ampak da bi mi to rekel,
Da bi, recimo, jaz zato pogoltana in pa mu grem dati ljubčka in bi bil on tako fuj, ne. Ja, meni se je zgodilo. Jaz sem bila tako v zvezi 4 leta z nekom takim. Meni se to zdi pa tako Čisto na začetku, če hipokritično. ga nisi poznala, ampak to je bilo pa grozno. Ker pol se jaz potrudim med seksom in pol pogoltnem, zato ker ga imam pač rada, ne? In pol me kaznuje s tem, da mi še cel dan ne da ljubčka, pač najslabše, jaz sem bila tako prizadeta. Cel dan. Ja, dolgo, ker nisem jaz spravila te sperme njegove ven iz ust. Jaz ne bi nikoli več pogoltnila. Je bilo tako prav, pa ne bomo pogoltnili, ker pač se zdaj nočeš ljubčkati z mano. Ampak se ne vem, če bi... Ja. Groza, če imaš pa nekoga rad, pa še vse si rečeš, ok. Ej, drugače ena misel. Misliš, da je zaradi tega tukaj pomen moškim tu, ker ipak vejo, da je mečkano ogabno in da nam tudi ni tu čist najbolj zdaj stvar isto, kot če poješ sladoled, ne? In jim pač veliko pomen zaradi tega, ker se potrudimo. Veš, kaj mislim? Ja, ampak vseeno. Pač, sorry, če lahko jaz pogoltnem to spermo tvojo... Ja, jaz sem že preskočila iz te teme naprej, jaz sem bila že na naslednji. Jaz nisem več jezna, Lucija. Jaz sem še zmeraj jezna. Meni je to tako diodeseti. Ja, se strinjam. Ker pol pa... Ja, ne. Se strinjam, ampak jaz pol od takrat naprej nisem imela več te izkušnje. No. Jaz sem kar šla pol. Pač le, če ti noče dati ljubčka, a ja ne moreš pa kar iti pa mu ga dati, ne? Ja, ne v tej situaciji pa da skoraj da moraš dati. Itak, da moraš dati. Moški, What the veš, da fuck? ful moških sploh še ni probalo nekoliko svoje sperme. Imam procente. Fakt. A ja, koliko jih je probalo? Ja, Okay. ker jaz Ne, zanima me to. Jaz sem potem vprašala, ne, to se pravi najprej ženske, pa gremo zdaj najprej na to, pa bomo pa Ajde. se vrnili. To se pravi, ker je ena napisala točno to, da se ji ne zdi fair, da fant pričakuje od ženske, pač, da to pogoltne, pa še sami niso nikoli probali svoje sperme. In 49% moških, mojih sledilcev, je rekel, da so že probali svojo spermo. Koliko? 49, Okay. 51 pa da ne. Tako da 50-50, pol jih je, pol jih ni. In meni se to zdi v resnici tako fulmehen procent, da pač mislim, jaz bi pričakovala, da jih je več. Da Itak, jih če je ne več drugega, ker si probalo? najstnik, pač itak kva, si najstnik, pa si ga zdrkaš, pa imaš tam tisto spermo, ali da boš... Je tako, Ja, no, itak. pač da vidiš, a ti si kdaj probal? No, Ja, vada! itak. Ej, ampak on another thought, ne? Si že kdaj tako sebe probala? Ne na To vprašanje obrazu od imam jaz, nekoga ne. drugega. To vprašanje imam jaz tukaj. A zame vprašanje, ko Jaz obe naju, a si ti kdaj? Ja, jaz skus preverjam glede na okus, von in strukturo, kako je moje telo, v kakšnem stanju je. Meni se zdi to čisto normalno. In kadar sem jaz komu omenila. No, to je spet ena tema, o kateri ne govorim, ker je mi čudno malo. Ampak bom kar povedala zdaj. Ja, fuck this, ne. Pač različen pH ima nožnica, ne, in pol je včasih bolj kislo, včasih manj kislo, ne, in različni so okusi. In jaz se glede tega lahko zelo dobro orientiram tudi v katerem delu cikla sem. Ja, na vonj pa na okus meni ful povesta o mojemu telesu. In tu jaz skus preverjam. Ne vem, skus, mislim, večkrat. No, Ti ne preverjaš tega? mislim, ne tako, da bi prav res zdaj čez mesec, Ja. ampak tako opazila sem, da je pred menstruacijo, je tako malo bolj kiselkast okus, pa pač itak med ovulacijo itak tega spet več, pa ja, mislim, da odgovorim najprej na vprašanje, sem probala, Ja. ampak, a veš, jaz sem zdaj tle ful hipokrit, pa sem tako, no, vala moraš probati, če si ti, kako nisi nikoli probal, ampak jaz pa nisem probala, dokler mi ni ena sodelavka enkrat rekla tako, pač, a ti si kdaj sama sebe pač okusila? Pač, ko jaz sem se. In jaz sem bila tako, ne, sploh mi ni na misel prišlo. In potem sem bila tako, ja, nič, domača naloga. Ja. In pa tako, dejansko zdaj kdaj probam, ker sem tako, daj da vidim, kaj bo, a veš, kaj bo on okušal tam dol. Ali pač vse tako, kam mora biti, ker dejansko res po okusu lahko tudi malo vidiš, če pač je vse v redu s tabo, ali pa če imaš kakšne težave, ali pa karkoli. In ja, zdaj pa ja, naredim daj tako malo taste test. Ja, jaz tudi. Taste test. The best, ja. Kako si dobro rekla na začetku, a si kdaj probala, ampak ne na obrazu nekoga drugega. Ja, zaradi tega, veš, kaj mi je zanimivo, da kljub temu, da ženske velikrat rečemo, kao, joj, moški so hipokriti, ker pa oni še niso sperme svoje probali. Ajde, koliko žensk je pa iskreno dalo prst v svojo piško in ga polizalo in probalo, kakšen okus ima? To moram tudi narediti eno ankito. Dej nared, prosim, ker jaz ženske, ko sprašujem, tu se mi zdi strašno čudno. Se mi zdi, da smo tako nekako dislocirane od svoje piške, da se še v usta ne upamo. Pa Da kdo si je že rinejo ustajo, rinemo moškim in ne vem, kaj vse delamo, pa se pa ne upamo probati. Ja, Žalostno, pač tako, it goes both ways. res je. Pa še to, a ne, to, da si jo pogledaš,
pač tako, da vzameš špego in dejansko pogledaš, kaj je tam dol. Ej, kaj če naredimo med ko res ene tedenske izzive? Ker meni se zdi to idealno, Drugač, res, to je tedenski izziv. da si vsi probamo. Svoje telesne izločke, Ja. ampak ne to, spermo in... A tako nekčte lahko, pač vse je v redu, kar vas zanima, probajte, ne? Ampak ja, pa da pogledamo svoje spolne organe, ne bi bilo to tako. Jaz malkrat sem to v življenju naredila. Tako mogoče 3-krat, da sem prav pogledala. No, jaz sem pa večkrat. Ja. Ja. Greš prav tako z namenom pogledati. Kaj pa gledaš? Kaj Ja. pa raziskuješ takrat? Imaš Kaj te malo- zanima? Ali kaj samo me tako zanima? gledaš, če je lepa, ali gledaš... Zanima me, ja, kaj te zanima. Pa kaj so misli vmes, si tako, wow, piška. Ali tako, ne vem, zanima me. In ne, malo tako, da vidim, kako sploh zgleda. Kaj se dogaja tam spodaj. Se pa tako malo predstavljaš, v katerih kotih zgleda kako, kar je Ne, vse, sam recimo. počepnem, pa si vzamem ogledalo v roko. A ne, pa tako. Ja, tako. Ja, kako bi ti? A ja, A ti bi se pred špegel namontirala? Veš, kaj imam špegle tako? A, Do tav. Ne, do tam imam špego cel in pa se lahko kakorkoli obrnem, pa vidim vse. Ne? Lahko se tudi na tla usedem, pa vidim. Joj, Sara, veš, da sem jo največ pregledala? A. Kdaj? Jaz sem imela ta laser za odstranjevanje dlak, ta IPL. In to je najboljša investicija v mojem lifeu. Sicer zdaj, takrat jaz nisem imela denarja, da bi šla v salon, sem si mogla sama to narediti. Ne? In jaz sem si tako tudi pač tle od spodaj to zrihtala. Sploh okrog anusa in to. Ja. Ampak kako boš to, ne vidiš? Ja, In pol pač špegu. Kakšne kolobocije so bile to, da sem jaz to vse, ampak ej. Ej, veš, kaj It sem works. zdaj nekaj In ugotovila? takrat sem imela res, takrat sem jo gledala, ker sem mogla imeti tam špego naštima, tega mehkega sem si naštimala, pa sem si ga mal držala, mal sem si ga naslonila in pa sem tam se zvijala. Okay. In ti čisto normalno isti del kot drug del tvojega telesa, pač piška tvoja in vse je kolino redo. Mislim, Oh. ja pa ne. Mislim, v Kaj? kakšnem smislu? Ne vem, tako zanima me, kako se počutiš glede svoje piške. Pač tako realno, če bi mogla zdaj tam iti, a veš, če bi mogla iti v salon, pa se tam zdaj na razen noge dajati, pa da mi en to dela, bi mi bilo tako malo neprijetno. Ker pač kar nek neznanc tam noter in my business. Mislim, še vse mi je tako malo intima to. Nisi bila na depilaciji nikoli? Ne. Ok, jaz tudi ne. Tudi mi je zanimivo, kako grejo ljudje tako čisto normalno tam in dajo noge na razen. Čeprav se ginekologu greš tudi po eni strani, Pa mi tudi ni najbolj fajn. jaz se meni tudi ni, Ker ampak tako kar nek... ja, jaz te štekam čist. Tako da, kaj pa tebi? Tako v mislih mojih, ko ne se vprašam to, mi je tako, joj, zihar je grda, zihar je nekaj narobe, ne, zihar je vse narobe, ampak polka pa pogledam, sem pa tako, fuck, kera fire piška. Vsakič, ko jo pogledam, si rečem tako, pač najbolj cute in normalna in tako res cool. Jaz si moram pol večkrat pogledati, ker jaz se kar delam v glavi neke zgodbe, veš. Noro. Ja, No, poglej si jo vsak dan sem zdaj. res, fuck, mogoče, ja, se to, ok, tu bom jaz naredila zdaj. Ja. Ker res mi je v redu drugač. Lahko si jo pa slikaš, pa si jo daš, a veš, v nek zaklenjeno mapo, poj pa gledaš vsak dan, preden greš spat, si rečeš, wow, kira fire piška. Drugače, ful se jaz ogledala ne gledam. Ne. Ker nekako, veš, ker recimo ti, če se naličeš ali pa oblečeš, se zihar ful gledaš v ogledalo. Jaz sem se pa v enem obdobju v življenju tega odvadila in ker nimam neke jasne ideje o sebi. Torej, ta teden se gledamo v ogledalo. Zanimivo. Goli se gledamo v ogledalo. Tako. Jaz sem včasih, ko se zobo umivам naga, zato da mal vidim, kako zgleda. Ne, jaz sem skus naga, sem ogledala, se ne gledam. Ja, ampak jaz se pa progledam pač. Da tako, da vem, kaj sploh je kje. Ne vem, pa to tako, ne vem, a bo to, pa sej, ne vem, a to je tako mogoče mal narcisistično? Ne, tu me ful zanima, drugače. Ne, meni se zdi, da ne. Jaz tudi velikrat sebe občudujem doma, pa se ful bad za to počutim. Drugače, Povej. Fuck. Jaz včeraj glihal, ne vem, ker dan, sem se vozila domov in sem prav razmišljala, pač, kjer dobre stvari se dogajajo in kako smo kulske in kako smo pač vse najboljše stvari. In jaz se pol ujemem in sem tako kao, ja, Sara, daj no nekaj. Ker ni to bedarija? Ja, Čisto bedarija. čista. Mene pa skozi skrbi. Jaz sem isto, ful razmišljam, kako dobro je vse. In pa sem tako, ja, sam, vsega dobrega enkrat konc. In mene je pol skozi strah. In pol, ko pa na to pomislim, sem si tako, da ni v tem razmišljati, kot to sam privlečeš pol k sebi. Ampak jaz si pol mislim, pač tako, life je vzponi in paci in vzponi in paci. In meni se zdi, da sem zdaj na takem vzponu, da me je sam strah, kakšen bo ta padec. Ker meni se zdi, da zdaj mi je tako, jaz sem zdaj ful zadovoljna v svojem lifeu, pa prav srečna sem.
In me včasih skrbi in potem si tako rečem, da nehi to razmišljati. Ja, razumem. In bolj probam, pač, naprimer, evo to, kar sem rekel, da se gledam, pač jaz hočem natrenirati svoje možgane, a veš, da sem si všeč. Ker se mi zdi, da je res dejansko, vse te smo že enkrat govorili, ampak res je tok na tem, da ti prav natreniraš svoje možgane, kako razmišljajo, kako čutijo. In pač jaz hočem sama sebe prepričati, da pač da dobro izgledam in da je v redu in hočem, veš to, ne vem, ta res fake it till you make it samozavest. Kaj meni, da ultimate tako misel, neke te potrditve, ki sem jo jaz sebi lahko dala. Tudi sem enkrat razmišljala o tem, fakt, če bi bila jaz moški, pa bi sebe videla na cesti, bi bila tako, joj, kako je ona simpatična, jaz bi pa kar bil z njo. Kako pa ti, če bi bila, daj si predstavljati, da si ti moški in vidiš sebe na cesti zdaj? To si pa sploh ne morem predstavljati v resnici. Čak, daj, bom pomislila. Bi bila sama s sabo, tako, če bi videla neko tako žensko. Pa da upam, da ja. Ne čutiš tega tako, ne veš? Ok, malo razmisli za naslednjič. Joj, a veš, da sem tako pametna kao, da hočem, ampak joj, še zmer delam na tem, no, tako bom rekla. Ok. Ampak ja, ok. Ok. No, kje smo? Vrnimo se nazaj. Jaz sem vprašala moje sledilke, če pogoltnejo. In ja, kako pogosto pogoltnejo. Glasovali je 1500 žensk, še malo več kot 1500, kar je kar lep vzorec v resnici. Ful. In 19% jih je reklo, da vedno pogoltnejo. 34, da včasih in 47, da nikoli. Tako da skoraj pol žensk od teh 1500 nikoli ne pogoltne. In jaz sem mislila, da bo ta procent manjši. Ampak potem, ko sem brala njihove razloge, zakaj ne, sem pa štekala. Jaz sem v bistvu pričakovala, da bo manjši ta odstotek teh, ki včasih. Ker jaz, če ne mislim pogoltniti, sploh pač mi ne pride v usta. Ker tu mi je pa tako neko čudno mi je meni tudi, da pol se vstanem, grem iz posle na WC in kaj plunem v WC. Ti bom povedala vse različne opcije, Ajde. kako se ljudje znebijo sperme. Ok, Pač, me zanima. Ja, mene je bilo tudi zanimivo, ker jaz sem tako, pač jaz sem dala 3 možnosti, a ne, in pa sem dala pač drugo, pa ne napišejo. In teh drugo je bilo kar veliko, ki so bila tako, kako ste vi si izvirali. Ja, ok. Ok. Torej, jaz sem dala, ali da daš v WC, ali da daš v robček, ali pa da vrneš partnerju v usta. Ja, tu je edino, kar sem jaz od teh stvari, recimo. Da vrneš partnerju v usta. No, 23% je rekli za WC. Tako da sploh ne toliko velikih ne laufa na WC. Kar, a veš, v resnici, pač to je tako spet, pač kar tja moraš zdaj na WC. Ja. A veš, pa pol, recimo, če hočeš nekaj nadaljevati, kakšne stvari, ti moraš pa zdaj na WC. To me je vedno zmotilo nekaj tudi, da moraš vmes se vstati, pa iti po neko brisačo, pa ne vem, kaj vse še treba narediti. Ja, to se moraš naprej pripraviti malo. Tako da, robček, evo, to se mi zdi lažji. Imaš tam in pa tam, pljup. Fuj. Res? Zakaj? Pa kaj je on razmočen robček? Kakšen razmočen, suh robček vzameš? Ja, seveda, ampak kuk pa je prvo sperme, tako mal? Ja, pa se vzameš 2-3 robčke, plunaš, vršeš. Ne? Si tudi, recimo, ne vem, če mu pride na tvoj telo, in tako tudi z robčkom pobrišeš najprej. Kaj ti ne delaš tega? No, ko si še seksala. Jaz brisačo, ne? Ja, in kaj imaš pol 100 brisač za uprat? Kaj vsakeč bo, a imaš eno in isto brisačo in na tok časa dokler Ja, ni že cela trda? Ja, ampak kaj? Ampak Pa valjda ne dok je trda, ampak za nekaj časa pa ja. Kva? mene to bolj nesti. Ti bi oprala uno brisačo skus, če bi jo imela oziroma v robček. Sploh zato pa ne, zato imam pa robčke. Robček se svalkat začne na meni pol gor in mi gre čisto na živce in nič ne pobriše in ni v redu mi tu. Posluš. Ajde. Jaz imam to naštudiran. Da slišam. Najprej pobrišeš z robčkom. To uno, glaven del. Pol moraš imeti pa vlažilne robčke. In pol z vlažilnimi robčki in je potem si kanal. Ej. Ampak jaz imam pri posli, jaz to s sabo nosim. Pač to je moj sex bag, rabi nujno te vlažilne robčke, pa lubrikant. Tu ti imaš sabo v življenju. Ja. To je tako meni logično, da rabim to s sabo. Mislim, vse če sva doma, en paketek teh vlažilnih robčkov je pri meni, en je pri Janu in to je to. In še te kupujem od... Nimaš valjda zdaj v torbi svoji tle sabo lubrikant pa robčke? Ne, to ne. Ja, nisem prišla sem seksat, ne. ja. Okay. Sorry. A ja, če kam greš specifično seksat, vzameš sabo. Ja, okay, ne nosim pa skozi. Ja, sem mislila, da pa skozi sabo nosiš. Ne.
Ampak ja, vlažilni robčki. In najboljši so oni od violete meni. Okay. Oni vijolični, ki imajo tisti plastičen pokrovček, da se zapre nazaj. Ker če ne, se to vse posuši in kaj boš s tem. Tako da to jaz delam. Tako da ja, robček se meni zdi dober. 53% je rekel za robček, pa 16% da vrneš partnerju v usta. Si že kdaj? Ne. Ampak kaj? Ti je to ugabno, malo si imela Ne. tako brez zdaj. Ne, sem nisem mislila, da v toliko veliko ljudi. Jaz sem kar mislila, pa to je hene par za furico. Ampak zdaj, ko si ti rekel, da to delaš, pa sem Mislim, mislila, ne delam tu zdaj tako da redno narediš vsak dan, kdaj. ampak naredim pa. se Ja. mi pa zdi bolj realistično. Kaj sem to dala tako malo bolj, ker to je malo bolj kinky v resnici. Pa še Ja. tako malo BDSM. Ja. že. Ja, je. A ne? Ja. Drugo, 8% je reklo drugo. In Mm. so rekli. Pljuvalnik, tako kot pri degustaciji vina. To se mi zdi tako mal. Pač kaj imaš zdaj tam prav neko tako posodico sam za to? Ne, veš, kaj po Ampak- mojem imajo eni res tako neke sex rooms, jaz ne vem. Tudi tako zveni, kaj ne, da pač imaš pljuvalnik tam noter pol. Ja. Ali ne vem, kako drugače. Mogoče pa imajo pljuvalnike ljudje, ne vem. Imate pljuvalnike? Jaz nimam pljuvalnika. Jaz tudi ne. Pa jaz si pol predstavljam, lahko da poimenujejo en kozarc, ki ga imajo za vodo, pljuvalnik. Pljuvalnik, ja. Ker nekdo je rekel, zdaj ne vem, da imajo en kozarc za vodo in en kozarc za pljuvac spermo noter. Ja, no, tu pa meni ni neke, da bi v kozarc tam pljuvala spermo. Meni je boljši robček še vse en. Okay. Ampak mogoče ti je pa seksija, veš, da tam vidiš vse vne spermije. Drugače, sorry, ampak se lahko malo pogovoriva o tej strukturi, ko se ti sperma posuši. Zakaj je to tako? Trdo. Ko ni grozno to. Če si pač pozabiš obrisati ali pa da si prav ne umiješ, je kot da bi si dal eno tako zategovalno masko na obraz, ne? In najbolj smešno je pa, da tu moški sploh vejo, ne najbrž. Po moje pa vejo. Tako ti zategne. Sama je na obraz. Mislim, po moje vejo že za tega, veš, ker pač jaz si predstavljam tipe, da tako drkajo in potem jim pač pricne na telo in potem pač, če si oni tam dobro ne obrišejo, se mi isto zategne. A ja, Ne? se res, a ja, valjda. A ja, pa še dlake imajo. Še dlake imajo. Ja, sem res. Tako da vlažilni robčki, dragi Okej. moji. Tale, evo, recimo, tako, preden to preberem, jaz imam tako kož za smeti, da nimam vrečke noter, zato ker se mi zdi, to je sam dodatno onesnaževanje okolja in jaz imam pač samo eno plastično tam kotu in to je to za kož za smeti. In potem je nekdo napisal kož za smeti in sem bila tako, kaj če imaš vrečke noter? Vsi imajo po moje, da imamo kar vsi vrečke v košu za smeti, razen Ja, ti, ne vem. Po mojem res. Ja. Tako da v vrečko, sam potem ta sperma dobi von, ko se posuši, ne? In a ti pa smrdi ven, ampak po drugi strani pa meni robčki potem nisem nikoli imela problema, da bi bil von iz koša za smeti po teh robčkih spermo. Ni, tako mislim, da ko se posuši, nima vonja sperma, se fukcunca nima vonja. Ja, ne vem, nimam fukcunce. No, daj probi. Ne bom. Ok, pa nič. Ker ni to normalno imeti fukcunco. Je drugač, mislim, da ima to veliko. Kdo ima doma fukcunce in kdo uporablja robčke? Napiši v komentar. Ja, ja. Ker meni se to zdi tako res nepraktično. Ker to moš pol dati prd, pa kam imaš polih, moš imeti več. Tu pa... daš prd enkrat na vsake kvatre. Nisem hotela zdaj povedati, kolikrat v resnici. Nima veze. Premalokrat. Premalokrat, definitivno premalokrat. Tako, Ja, kolikrat daš modarc prd. Premalokrat. ja Saj premalokrat. jaz. No, ok. Pustim, da steče iz ust na njegov trebuh ali kamorkoli. Ja, tu se pa jaz ne bi šla, veš zakaj. Zakaj? Tu mi je isto, kako šnopc piješ, ne? Ga na hitro moraš dol pogolten, če ga že daš v usta, zato da nimaš predolgo v ustih, to sluzasto. Pa sej, Ni to res. Ko začutim jaz spermo na jeziku, mi že ni. Se pravi, če ti pride v moje usta, ga moraš dati čist nazaj, da sem pogoltnem. ja, evo, to je Tu nekdo je neko napisal. grgranje, pa tu, če jaz to vidim tako v porniču, mi ni v redu. Radio. Res, tako prav, tukaj mi ni v redu v želodcu. Ne, Ne. ok. Ena mi je še boljša. Nazaj na penis pa se še malo igraš z njim. A veš, ko če daš direkt na telo, je waste. Ampak daš nazaj na penis in pa se tako, in pa tako se sluzasto. In pa vrata mehkejši, si tako. Vse, kar si zdaj povedala, je prav tako meni z nočne more, ne vem, joj, se vse lepo in prav, ampak kaj če ne bi bilo vse sluzasto, ne vem. Tako je, mislim. Zdaj sem šla ven iz tega, le čaki. In ne vem, meni je pa ta cute, tako realno. In tu ti delaš. Ne, ampak mi je pa cute. Ok, v redu. Mogoče bom probala. V teoriji je cute, ne?
Bom vprašala Jana, če bi rada to Okej. probam. Evo, tako da bi ti to napisala. Ga dam tako globoko, da ne rabim požirati, ker gre sam dol. Sploh ne okusiš. Ja. Sam pa mi pa je par ljudi komentirali, da pač njihov gag reflex ne bi tega preživel. Se moj tudi težko preživi to. Ampak še težje pa ne bi preživel gag reflex, če bi mogla zdaj imeti v ustih dolgo časa spermo. Če sem čisto iskrena. Ta se mi zdi tako lepo distinguished gentleman. Mora opozori me, kdaj mu bo prišlo in mi da tako možnost, da se omaknem ali pa da mu pač pride. In da ne, pa lepo pride na njega. Cute. To je, ko sem rekla, na nočni omarici je en prazen kozarček za splakant. Mislim, en za vodo in za to. Če mi je okus ni ok, se kao brišem okrog ust in pljunem v roko. Ite grem se potem umiti. Hilarious. Ja, fulani te hokor situacijo okrog te sperme. Drugač. Ti si rekla, da ti ni okus, da ti ni všeč tekstura. A ne? Sem se spomnila, da nismo prebrali razlogov, zakaj pač ženske ne pogoltnejo. Tako da gremo še na to. To se pravi, evo, gag reflex. Ja. Fair. Grozna tekstura plus težave z želodcem. Preveč mi je gosto in pretoplo za pogoltniti, zato se raje držim stran od tega in niti nimam želodca za to. Ta toplota je ful ljudi zmotila. To je bilo veliko komentarjev, da jih zmot, ker je toplo. Zdaj pa. Ja. Tebe kdaj izsuši sperma grlo in kot da bi zbolevala. Isto, ko ti v uč pade, tudi ko peče in isto je meni v ustih v grlu. Pač praska me. No joke. Tebe ne? Mene ne. Spremeniti strukturo v ustih. Mene to unič, če kdaj fuluno na deep throat tam velik, pač tako, da grem res globoko, veš, kaj mislim? Yeah. Včasih pač me potem prav tako res grlo boli in sem tako, kam je bilo tega treba? Sam pač... Ampak ni pa zaradi sperme specifično, bolj je zaradi tega, ker se mi zdi, da bi prav penis podrajsa tam gor. In sem tako... Ne, meni prav sperma neko sluznico uničuje, jaz ne vem. Isto, kot ti piško pač ne peha v nič. Ja. Tudi, če ti skus nekomu prihaja v tvojo piško, tudi ni tu na anglih najbolj zdaj na svetu. Ne. No? Ne, res peha, ja. Nevarna je sperma v bistvu. Meni so alergični. Yes! Če me pa peče grlo, recimo, tu mene že celo življenje, noben mi ne verjame. Noben mi ne verjame, da me peče grlo, ko spermo pogoltnem. Če pa to ni dosti dober razlog, da tega ne delaš. Ampak uč te pa peče, ko ti gre uč. A veš, da moram potrkati? Never happened. Fakt, zanimivo. Če jaz sem bila, joj. Enkrat je bila tako, da ja, lahko pač na obraz in jaz tako, zdaj imam glih lase, pač se je čudna, mi je vse. In pa sem tako, sam ne me uči, pa neč nisem tako držala. Ja, itak, ja. Ne vem, da sem ful sem paranoična glede prav tega. Je, da si. In res nočem, da se mi to zgodi in pač, lej, mi je čisto vse, sam ne bom pač jaz to imela da mene 2 dni boli uč in tako se mi pomanjša, če mi gre sperma not in je tako rdeč, cel obraz se mi spremeni. Res je grozno. No, tako jaz tega in pa, ko se ti enkrat to zgodi, pa imaš kar paničen strah od tega, ker ti hoče nekdo, da bi imel od nekoga spermo na obrazu. Ja, jaz z tega... Meni je top, da je na mojem telesu. Meni je to čist seksi, meni je fantastično, na obraz, mi je pa tako, zdaj mi je šlo v lase, zdaj mi bo šlo v uč. Ja. Tudi če ne. Ja. Tudi če ne. Ni problem okus, ker je vedno drugačen. Problem je samo konsistenca oziroma količina tega. Struktura, ja. Pa tako so različne sperme po strukturi. Tako... Nikoli nisem na to pozorna. Fak, pač ene sperme imajo koščke prav tako malo bolj noter, ne košček kot košček, zdaj košček kruha, ne, ampak kot da ni homogeno, tako veš, zmes. Ne znam ti razložiti, pač ene sperme so bolj take grejni, ene so pa take tekoče bele, ene so pa bolj, ker strokovnjak. Jaz nimam toliko izkušen, očitno, na sred. Meni je zložal sam, oh my god, to pa mogoče je. Ti pa zato ni tako ogabno, če pač nisi probala neke sperme, ki ima koščke. Ja. Zdaj pa ne vem, če je to normalno. Kaj je to normalno? Ne vem. Da ima sperma kakšne koščke, po moje, da je. Shit. No, v glavnem ne vemo, bomo naslednjič povedali. Jaz sicer lahko pogoltnem, ampak bi kdaj kar bruhala zraven. Ogabna tekstura in okus. Ta ne mara ne teksture, ne okusa. Ne bi niti svoje telesne tekočine okušala, kaj šele od koga drugega. Von, okus je jak. Pa
Ja, sam pa ne moreš tudi pričakovati od drugega, da bo pač tvoje okušal, se meni to zdi. In to je v obe smeri. Pač, če ti nisi pripravljen lizati piške, si ne zaslužiš blowjoba Ja, in sem obratno. kaj pač, recimo, okay, da smo mi dve v zvezi in pač ti nočeš mene, jaz pa hočem tebe. Zdaj za nalašč, jaz bom pol rekla za nalašč, jaz pa ne bom zdaj zato, ker ti nočeš. In ne, če ti to je drugo. A misliš reči, da je tu moj pain, tako pol v zvezi? Ja, okay, razumem. Če imaš pa ti ful željo, Ja. pa veš, da jaz nočem, pa imaš ti še zmer željo. Ja, Jaz se okej. nikoli nisem čist s tem zares strinjala, s tem, da moramo kratko si vrniti neke stvari skozi. Kao, jaz tebi blowjob, ti pa moraš meni. Ne, ampak je pa se ne tako nasplošno. A veš, če pač ti sploh nočeš tega, zakaj bi pol ne moš od mene pričakovati? Zakaj bi pol jest? Razen, če mi je to ful dobro delati. Ampak če si pa jaz tudi to želim, pa ti nočeš tega meni dati, zakaj bi potem ti zdaj vse imel, pa dal samo 60%, jaz pa tebi 100%. Pa če se ti nisi pripravljen potruditi, zakaj bi se mogla jezati to bolj? Pač ja, drugače se strinjam, itak ne more biti nikoli vse vzajemno, ampak to mi je pa res ena taka stvar, pač če ti nočeš oralnega seksa delati in je to meni pomembno in veš, da mi je pomembno in se nočeš potruditi, ampak se po drugi strani pa tudi noče, da nekdo dela na silo, a Se veš. tu, ta s tem trudom je tako zanimiva tema. Ja, ampak tudi. pa se mi zdi, da sam nisi kompatibilen. Ja. Spolno, pač. In tudi to je, obstaja. Pač to tako, se a veš, ne moreš pa zdaj nekoga prisiliti v to, ker pač Ja. ne bo delal z užitkom in ne bo pa sploh dobro. Ja. Tako da. Joj, okej. Preden greva na Never Have I Ever, sem pa še pripravila ene par, ker smo že glih govorili o blowjobih in to, odgovorov mojih sledilcev na to, kaj naredi dober blowjob. Ja, zadnjič me je glih ena sprašvala na poniju kolegica, če imam kakšen nasvet za blowjob in sem prav pomislila, jaz z besedami teh stvari ne znam povedati, tako da prosim, kar začni, ne? Da slišim. Pač mene prav tako zanima res, točno po korakih. Ja, zdaj bom zadnji sporočil, je res zelo natančen opis. A ja, to so ti oni pisali? Ja, Aha, ja. sem mislila, da si ti pripravila zdaj navodila za nas. Lahko pa enkrat govoriva tudi o teh najnih tips and triksih, ampak danes malo specifično, jaz sem prav vprašala moške, da naj napišejo, kaj je za moške. njih. Ja, to je direct from the source. Ja. Okay. In evo, pač še to. Pač, ful se je težko pogovarjati o tem, kaj ti paše. Zelo težko včasih ubesediš to, kar je ti kul. In zato sem jaz prav naredila na profilu 2 highlighta. En highlight je, kjer so moški povedali, kaj njim paše, en highlight pa ženske. In jaz vam priporočam, da če hočete to zdaj odkriti svojim partnerjem, greste čez te highlighte skupaj. Ja. In potem ti tvoja partnerka pove, ko prebere, kaj je ena ženska napisala, da njej paše, in ona reče: evo, meni to paše, meni to ne paše, meni to paše, meni to ne paše. In potem ti lahko dejansko na teh primerih se pogovarjaš, da ti ni treba iz glave zdaj se Tako spomniti, kaj težko ti je iz glave kul. se tako spomniti stvari, kaj ne? Če te nekdo sem tako vprašal. Čeprav jaz sem enkrat drugače naredila prav opis tega, kaj meni všeč. Ja, ker sem enkrat eno poslala. Pa to je dobra fora drugač. To je bil ta zadnji friendly benefit, ki sem ga imela. Ker sem se pogovarjala in sem jaz njemu napisala cel spic. Preden sem videla, dobiva izhočen, da je to efektivno. In on je meni povedal, kaj njemu všeč, in jaz sem njemu napisala cel spis in to je bilo pa to. Wow, tako kar analitično zelo. Sej se vidiš, da sem analitična. Ja, vidim, ja. Ampak ja, se mi zdi, da je to kul, taka neka istočnica, da se lažje potem pogovarjaš o tem, da ti ni treba nekaj na suho. Ja, Ne? ja. Seks ni dober na suho, tudi to ne. Ja. Evo, tako da, ker začnimo. Bo delal tle internet, bo. Evo. Z ustnicami naj samo pokrije zobe in gre gor in dol. Sline ne bo nikoli preveč, vmesnega drka. Ni treba nič kaj veliko sakati. Vmes naj ne drka. Ne, vmes naj drka. Aha, okay. Ja. Ni treba nič kaj veliko sakati, lahko pa se ob tem igra z jajčki. In bom še to povedala. Jaz sem bila vedno ful ponosna na se, ker sem bila tako, no pač jaz to vem, da ne smeš zob uporabljati. Ne? Jaz sem vedno tako lepo ustnice čez zobke, jaz to pač to meni tako naravno, jaz to dobro naredim. In pa mi je enkrat Jan rekel, da se včasih moji zobe čutijo. Ja, seveda, da se pač. In sem bila tako prav šokirana, ker sem si mislila, pa joj, pa ja, valjda tega ne delam. Ja, ampak valjda gre penis v usta, kjer so zobje, veš, valjda, da se ti kdaj zobje pač malo zataknejo nekam. I don't know, ker ni to res. Ja, jaz to nisem občutila, on pa je. A ja, ne vem, jaz kar občutam, če se zatakne. No, jaz sem bila prav kar tako mal šit.
Pa nisem tako dobra, kot sem mislila, da sem. Joj. Ampak ja, pa slina, drugače to pa, jaz mislim, da pa to je vsem dober, da je čim več sline, pač boljš preveč, kot premalo. Ja, se strinjam. Sploh pri oralnem seksu, ne? Ja. En je potem rekel, hitro fafanje. A veš, ampak to je pa spet odvisno. Jaz bi tle ful poudarila, da vse to, kar bom jaz zdaj prebrala, je čisto odvisno. Ker, evo, hitro ja, je rekel, 20% se je strinjal s tem, 24 jih je glasoval za počasi, ki sem dala pa še od spoda glasujejo, potem pa polovica, 55%, najprej počasi, potem pa hitro. Ja. Tako da, veš, to je pol spet. Zato pa ti prava, moraš iti to skupaj s partnerjem, čez to, ker ima vsak drugačne preference. Ti Ja. lahko od bivšega imaš vse naštudiran, pa tam ne bo isto tako hotel. Ja. Nabijanje v grlo. To, no, evo, to je tisto, po čemer mene pol grlo boli. Ti glavo premikaš, ali on se premika, pa imaš ti glavo Jaz glavo premika? premikam. Se pravi, ti kontroliraš, kdaj te bo kap, pa kdaj boš bruhala. Ja. A? Sam, pač jaz, če vidim, da to partnerju mojemu všeč, ne, pa sem pa pač potrudila. Ampak je kar težko ti. Ja. Ne? Je. Nisem tako meni težko, kao. It's a job, ne? Ja, Blow zelo. job. Zelo, to je pa res kar ekstra. Ne? Ampak drugače pa še en lifehack. Ko fafaš in stimuliraš mehko nebo s penisom, se ful sline naredi. Tako da, pač, če slučajno imaš suha usta, to je najlažji način za slino dobiti. To jaz vedno naredim na začetku, grem jaz vedno malo bolj globoko, pač si, itak sam kontroliraš, ko greš, ampak pač res se slina začne tako proizvajati in to je meni rešilo. Jaz sem to enkrat na enem podcastu slišala in life changer. Res. Tako da delim še z vami, Ja, ker pač res je dober. Evo, posveti se frenulumu in tam, kjer se začne glavica. Cel obod penisa pri frenulumu. To se pravi, frenulum je tista črtica pri glavici penisa in tisti je ful občutljivo za moške. In ti si lahko ful nežen, pa Ja. je pač dost. In pa Jaz ta sem obod ful okrog. izkušen, da jim ne paše tako moškim. To nikoli še ni zares nekomu. Je drugače To je tlele. bilo ful intenzivno jim je bilo preveč. 4% je rekel, meni sploh ne paše. In 27, da ni ne vem kaj, 68 pa frenulum je zelo pomemben. Tako da, ne Čakaj, vem. zdaj 68% ljudi. Tako da si ti nekaj narobe delala, ali pa si lih teh 4%. Ne? Ja, ni jih bilo menda, niso bili vsi 4%, ne? Pol sem jaz kriva. Okay, Ja, naj probi naslednjič, to je malo. ful zanimiva informacija, ja. Pa jaz sem to vedela in pol, mogoče sem se preveč se koncentrirala, veš, pa je malo Mogoče. težko. Ja. Ovala. No. Da ga mal ugrizne v glavico in s konico jezika draži glavico. Ok, interesting. Drugač to za zobe me vedno preseneti, ko to moški reče, da jim je tako karkoli njih je. Pa tebi ne paše, 41 če te rekel. kdaj kdo ugrizne, se ti paše. Ja, samo ne glih v klitoris. A ja, meni pa je v redu drugače. Da te v klitoris ugrizne? Ja, To je pa ne nekaj. zdaj pač direkt tako v glavico. Veš, ko spod, če bi ti prijela recimo svoj klitoris tako za konico, Ja, bi ga tako predzvigalna, ja, bi bilo tle samo koža vspod. ja. No in tle ugrizneš. Ne tle direkt za glavico. To zveni Spod. tok dela. Isto kot bradavičke pač, ko ugrizneš, je kako. Ja, to dela. dobro, meni tudi to nikoli, da bi me ugriznil bradavička. A ja, v redu. Meni nikoli, da okej. me tako ne vem, po vratu, po hrtu, po rokah, A po ja, nogah, ja, po ja. teh večjih delih. Tako te Aha. preobčutljive, meni to nikoli. Ok, meni pa Ja. je. No, evo, Zanimivo. No, evo, sej, kot moškim sem tudi ni bilo. Ja. So rekli, niti malo nočem čutiti zob 35%. Ja, itak. 24 je pa rekel, ne vem, moram probati. Okay. Tako da, bebe, greste griz penise, se ne vprašajte najprej. Lotiti se je treba kot celoto skupaj z jajci. Evo, to še jajca. In skupaj s presredkom. Ne biti pregrob in uporabiti tudi roko. Ja, jaz se z vsem tem zelo strinjam, samo meni je včasih malo kočljiva situacija, ker ne vem točno, kako bi skomunicirala to. Ker se mi zdi, da smo ženske ful odprte do teh, ne vem. Mislim, da ženski, jaz sem imela ful moških, zdaj ne vem, kako bi to povedala, ker jim je bilo ful neprijetno, če sem se jih dotikala kjerkoli druge kot po penisu. Veš, tako anus, rit, presredek, moda, prepovedano. In se mi zdi, da ženske ful imamo manj s tem težav. Veš, se mi zdi, da vsaka druga ženska bi ti dala prst v rit, če bi je rekel. Kaj ni to res? Ja, je. Ja, ne? No, jaz sem ne vem, kako skomunicirati, pa kako točno do tega prideti. Velikrat, ker vmes ne rečem, ker meni je to malo nerodno drugače. Ne morem kar moškega vmes med seksom jaz vprašati. Meni se pa ne zdi to tako težko. Pač tam imaš tako roke
in potem greš malo tako po Ti sem modi probaš. in potem sam rečeš, a ti je kul to. Pač, ampak tako seksi rečeš, a ti je všeč. Fak, ti Lucija, paše. to si pa zdaj dobro povedala. Jaz pa nisem nekoliko In pomislila. pa sam lahko reče, rajš ne. In potem tako, ok, in to je to. In potem, če vidiš, da mu je full dober, greš lahko še malo nižje, pa greš malo na presredek. Pa tako, a veš, lahko tudi samo malo pogledaš, pa vidiš, kakšne reakcije, ampak to meni tudi seksi, da pač rečeš, a veš, tako, ti paše. Jaz sem zdaj, ko si to rekla, mi ni bilo čudno. No, Meni je čudno pomisliti na to. Pa se mi zdi, da tako ne morem kar probat, veš, ker je tako kočljivo za velik moških, ali pa imam jaz travme od unih, kaj jim je bilo. Ker tako eni kar skočijo. Ja, Ne, ja ampak- moraš zato, veš, počasi, pridno, pa malo ga gledaš, pa si tako... Tam je tako dobro napisal. Čim več opletanja z jezikom. Okay. Za piko na i, pa prst noter. Ja. In evo, 27% obvezno prst. Pa še sem in tja, 24%. Ne, in še enkrat ne, 32%. Nisem še doživel tega, crying emoji, 17%. Zadnjič smo se v službi o tem pogovarjali. O prstu. V prstu ritja. Neki, pa prav z moškimi. In prav se mi zdi, da so se tako malo, ker drugače so vsi vedno tako, ne vem, ne, fuli mi je taka tema, ne, rajš ne bi povedali. Ampak pa sem pa jaz pač mene resno zanimalo, ne vem, neka tema je bila in sem bila tako, pač daj mi, kako zdaj vi hočete meni reči, da niste še probali, da vam da nekdo prst urit. Pa so bili vsi tako, ja, no, pa sej, ne vem. In pa smo prišli do tega, da pač večini je to čisto normalno. No, evo. Sam ta stran pa stigma je okrog tega. Ja, ful. Ja, to je še tudi ena tema zaenkrat, Ja. obvezno. Ja, sem še tu bi povedala, da tako imam jaz izkušnje večinoma, da s tem ta zadnjimi, v zadnjih letih je bilo vsem v redu prsturice. Mi zdi, da včasih je bilo to ful bolj tako, ko smo bile mlade v srednji šoli, v srednji šoli si noben ne daje prsturit. Ne, po mojem. Ja, po mojem tudi. To Okay. moraš malo dozoreti. Ja. Rekla sem še, da bom prebrala enega tazga res dolgega. Nisem dolgega, enega tazga zelo napisanega. Ta oseba mi je, to je ena beba napisala in je napisala, res so napisani sami skopi na sveti in čeprav je skromnost lepa čednost, naj dodam še nekaj stiskanimi dobrih nasvetov. In tole je požel tokenga navdušenja med mojimi sledilci, tokenih reakcij. Večinoma, ene par jih je napisali, a lahko dobim kontakt od tele osebe. Velikih je sam pač ogenčke dal. Najdel se jih je nekaj, ki so bili tako, to je pa tumač, ampak načeloma so pa kar bili. Mislim, da sem jaz to prebrala, ja, da je zdaj prebrala. Okay. Grlo, potisni ga počasi, ampak s silo do tam, potem pa goltanje, kot da ga želiš v želodcu. To se pravi, ne ga imaš v grlu, noter in pol goltaš. Kot da ga želiš v želodcu, obvezno izgovarjati samoglasnike, mrmrati, stokati. Ko steče slina v nitkah, ga pa še prim v roko, stisni na vso moč in počasi podrkej. Jezik gre pod jajca in jih liže na široko kot lačen bernardin s posodo, ko zmanjka hrane. Drkanje pa pospešuješ. Po cca minuti zamenjaš prsti še masirajo jajčka, z usti pa objameš glavico in se spustiš počasi do grla. Ko se ustavi, nasloniš zobe na meso in se vrneš počasi do glavice, da te jezno prime za lase. Takrat jih pospraviš in čim bolj glasno vpiješ ko si nabiješ tiča v grlo, kot nora in gagaš kot raca v klavnici. Oh my god! Ti je všeč ta opis? Rekl je, ja. Tako da, zdaj lahko vidite, zakaj so. Jaz sem med unih, ki mi je malo tudi prvič, a good job, punca, ali pa kdorkoli, fant, kdorkoli je to napisal, ne? Se mi zdi, da pri ljudeh, ki jim je to všeč, jim je res to všeč in je to lahko čisto v redu. Ampak jaz se v teh navodilih zgubim, to je prva točka, ker tako po feelingu delam stvari, da neke te analitične, pa po pravilih, pa to ne pride pri meni, sploh v možgane takrat. Nič več ne bom rekla. Meni je to too much bilo to sporočilo. Ne tako too much za pač prebrati, ampak tako mi je, v stisko mi je malo spravilo. Kakšen Bernardin sparaca v klavenci. No, v redu. Ja, zdaj ta punca, ki je to napisala, pa je ona napisala kaj po poklicu? Ne. Ok. V redu. Kaj ima to veze? Ja, veze ima, ker veš, mogoče je pa neka
psihologinja, seksologinja, ne vem jaz. Hej, lej. Veš, ker taka navodila, da imaš pa, da tu sploh lahko razmisliš, tu teh navodil, da jih napišeš, tu je pa zelo multitasking. Ej, nekdo je napisal, ta beba bi mogla napisati knjigo in jaz se strinjam. Jaz bi to knjigo o blowjobbu? požrla. Ne, tako je, erotično knjigo. Kakšni bi bili to opisi seksa noter? Pa tu je tap seksi. 50 odtenkov se skrije. Čakaj, sorry. Tu je bilo tap seksi zdaj? Ne, tole je amazing. Seksi, Ti je bilo entertaining, pa malo Entertaining. bizarno, pa malo tako, ali ti je bilo prav, seksi, ali kva? ja, iskreno je vzburilo me ni. Ja, tudi meni. Sam mi je bilo pa briljantno za prebrati. Ja, v redu, ja, tu se strinjam, ampak Tako. tako vzburjajo Se me mi pa zdi, da ne lahko take kakšno stvar vzameš, pa jo uporabiš. Ne rabiš kopirati tega, ne? Pač, ampak lahko mogoče kakšno inspiracijo dobiš. Ja. Ok. Nažalost, smo zdaj že pri Never Have I Ever. Jaz sem bila tako, tale epizoda bo pa zelo krajša. Pa ni. Ker imamo videti toliko zapovedati skozi. Ampak, dajte se z nama igrati tole igrico za konec, kako se to gre, tako da vi isto štejete točke, če ste že kaj od tega naredili, dobite eno točko in tisti, ki ima največ točk, gre v zapor zaporedne. Drugač, meni je ta igrica že malo bedna, ker skozi bom jaz pač pol zgubila in tu se mi zdi, da bomo mogli nekaj narediti glede tega, ampak ajde, danes še lahko. Bomo videli, kdaj bo končno Sara zmagala. Sploh ne vem, kaj bi jaz tebi napisala, če mora biti o seksu tu ali je lahko kar neki. Seksu. Okay. Ok, prva. Nikoli nisem seksala na javnem mestu. Čakaj, moram malo pomisliti, sploh se zdaj nisem spomnila. Ja, kaj je javno mesto? Ja, ne vem, povej, kaj misliš, da bi lahko bilo. Ne vem, knjižnica. Ja, absolutno. Ja, tu je javno mesto, ja, ampak tako gost pa ni javno mesto. Ja. Ja. Ni v Ok. tvoji hiši. Ok, pa ja. Ok. Ja, tako. Ja. Ok. Nikoli nisem seksal z bivšim. Ampak jaz ne dajem teh knjig za te, kako hočem tebe pač spraviti v izgubo, sam pač tako te so. Je najlažje pa seksati z bivšimi, ne? Ja, Kaj ne? meni se to ni zgodilo. Ja, je. Nikoli nisem podaril seks igračke za darilo. Many times. Nikoli nisem bil zvezan. Si bila kdaj zvezana? Fak, to je tako, mislim, z vrvmi. Jaz si to želim enkrat biti. Čibari. Jaz bi, ja, tu, ampak jaz bi prav tako, da me tam obes, Ja. tako gor in da visim tam nekaj časa, da vidim, kako tu se jaz malo obnašam. Pol. Jaz si to želim. Ja. Pač sploh ne rabi tako sam, da me en Zdaj bomo zveže. dobili ponudbe, da nas bojo zvezali, boš videla. V podcast naj bojo vezali, medtem pa bojo govorili. Ja. Nikoli nisem lagal najboljšemu prijatelju o tem, kje in s kom sem. Najboljšemu prijatelju. Nikoli, jaz sem sam staršem lagala, kje in s kom sem. Mami ne posluša. Nikoli nisem doživel orgazma v sanjah. To moram enkrat malo več o tem govoriti. Nikoli nisem obsojal prijatelja, ker je šel nazaj skupaj z bivšim. Tudi sebe. Nikoli nisem seksal za denar. Ok, to se pravi. Ja, pa si ti spet zgubila. Jaz sem šla enkrat na tem prst. Ja, to je bil zadnji podcast, ki sem ga jaz posnela. Napišite v komentar, koliko točk ste vi dobili, zato da se zdaj- bo Sara boljš počutila, če imate kakšno točko več kot ona. Ja. To nas lahko reši, evo. Ker zdaj na tej točki še noben podcast ni objavljen, ker sem videla to snemale. In če bo kdo imel več točk, kar Sara, ali pa saj to kao ona bo ona še zmeraj naprej to hotela snemati. Če ne pa konc podcasta. Jaz mislim, da je kar konc. Fakt, tu se bom pa zdaj prav mogla jaz doma nekako tudi malo zverzerati na te tako lisice, pa kako daš tako pol roke. Veš, da so tu protokoli, kako dajo tam roke. Unika se grejo v BDSM, ne? Ja. Veš, da imajo te položaje, kako pač si, kako na tleh klečiš pa te forice. Veš kaj o tem? Ne. Bom ti enkrat povedala. Joj, okay. No, do takrat pa ne pozabite lajkati tele epizode, komentirajte, kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo všeč, pošljite prijateljem in jim povejte, da je to najboljši podcast in da morajo poslušati. Ja, pa ne pozabite veliko seksati pa delati porednih pa umazanih stvari, zato da ne bom jaz vedno zgubila in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau! Ciao.